Jaz sem poskušal že v razpravi v dopoldanskem delu nakazati, v kateri smeri razmišljamo v naši mali enoti za pametno specializacijo, za strategijo pametne specializacije stvari peljati vnaprej. Mi smo ena mečkana enota, na novo ustanovljena v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je sicer organ upravljanja za kohezijske sklade, obenem pa tudi dela strategijo razvoja Slovenije. Naša enota je v 2 letih pripravila strategijo pametne specializacije in zdaj smo v 1. letu izvajanja. Kot veste, sta bila 2 razpisa večja že objavljena, en na MIZŠ-ju za programe, tle je padel ven vaš paradni konj EcoSmart, kjer ste del, in drugi MGRT-ju za TRL 6 do 9 za tehnološko razvitost produktov med 6 pa 9. Jaz bom nekaj o tem povedal, potem pa bom večji del posvetil strateškim partnerstvom, ki jih oblikujemo prav zdaj. Ta teden v petek bo objavljen razpis, tako da o tem bom par besed povedal, pa boste videli, boste začutili, da ima ta delavnica, ki je danes še večji smisel od tega, kar si mogoče mislite, da ima. Strategija pametne specializacije gre po stopnjah tehnološke razvitosti, tako so tudi koli narejeni, to lestvico poznate. Dopoldne sem pogrešal, da se ni vsak, ki je govoril, umestil, kje na TRL produkt je, bilo je voha tam 4-5, da smo tle nekje. Obenem pa strategija pametne specializacije tudi 9 domen, se pravi 2x po 9, vse po TRL, po tehnološki lestvici in 9 domen, od 1 do 9, pozdravljen. Projekt EcoSmart je bil izbran v domeni 1, to je pametne skupnosti. Vse, o čemer ste govorili dopoldne, seveda sede v koncept pametnih skupnosti. V strategiji pametne specializacije ga opisujemo kot projekt z verigami vrednosti na mobilnosti, na energetiki, na zdravju in na varnosti. Se pravi, te verige, plus horizontalna informacijska družba z vsemi podpornimi horizontalnimi usmeritvami, ki so tukaj pomembne. V razpravi dopoldne sem že namigoval na to, da imajo vaši produkti prav na zdravje korelacije neposredne tudi z drugimi domenami pametne specializacije, zlasti turizem, pa seveda medicina in še kaj. Pred kratkim smo slišali, da je prvi Teslov robotiziran avto pripeljal pacienta, ki je izgubil zavest v avtu, avtomatično v bolnico po pritisku na gumb. Skratka, diagnostike, senzori na področju zdravja in mobilnosti v pametnih skupnostih delujejo kot pač sinergična aplikacija. Tako da v tej smeri tudi gledamo, skratka, usmerjenost k produktom, gledati, kako sestaviti produkte, ki so lahko na globalnih trgih konkurenčni. Na prvem kolu, to pomlad, so bili izbrani programi z svežnji projektov. Za vsako prioriteto, za vsako od 9 oziroma 8 turizem ni bil tle v igri še po en program. Na pametnem domu sta bila izbrana 2 programa, ker je bilo sredstev dovolj in je bil na tej domeni pač najboljše ocenjen tudi dodatni program. In tako bo tudi naprej. Skratka, jamčili bomo alokacijo na posameznih prioritetah. V primeru, da bojo partnerstva, o kateri bom govoril kasneje, strateška partnerstva, opravila svojo nalogo, dodatne specializacije. V tej smeri sem govoril dopoldne. Na vas je, na stroki je, da ustrezno filtrira, granulira prioritete, v katere bomo vlagali gro javnega denarja v komplementarnosti z zasebnim. Tisto, kar lahko zasebni sektor sam sfinancira, je seveda stvar zasebnega sektorja, ne pa specializacije države kot države in inštitucij javnega sektorja. Tukaj skratka na razvojnih programih ste dobili projekt EcoSmart, kjer je ena komponenta vaša. Zaključen je tudi razpis
na MGRT, kjer so projekti v rangu velikosti €500 000. Tukaj je bilo več kot 70 prijav, več kot 10 jih je bilo na pametnih mestih in več kot 2 neposredno na področju, na katerem vi delate. Tle rezultati, tle pogodbe še niso sklenjeni tako kot pri programih na MIZŠ-ju, ker so še ne manjše stvari za rešiti bile z nekaterimi prijavitelji. Ampak tukaj gre za produkte že na TRL 6 do 9. Jaz lahko samo toliko povem, da je nekaj produktov, nekaj projektov, ki so neposredno komplementarni s tem, kar vi govorite, in to boste zelo hitro z njimi se lahko povezali. Zdaj pa tisto, kar je ključno tako za vaš workshop te dni, kot za nadaljnjo usodo verig vrednosti na strategiji, ki so v strategiji pametne specializacije. Mi smo se odločili, da prioritete pametne specializacije opišemo do določene relativno visoke ravni podrobnosti, tako tudi večina ostalih regij. Pri tem, da smo mi vzpostavili sistem strateških partnerstev v Quadruple Helix, se pravi vsi akterji na vseh ravneh, razvoj do stran povpraševanja, se pravi tudi nevladne organizacije, poleg raziskovalnih in poslovnih in javnega sektorja, da bomo za to namenili dobrih 10 milijonov evrov v tej finančni perspektivi, ker se je pokazalo, da enostavno je podprt sistem povezovanja v našem primeru še nujen. Do zdaj, kot veste, smo imeli spodbude, ki so šle od tehnoloških mrež proti konzorcijem na kompetenčnih centrih in centrih odličnosti. Jaz sem sam vodil ocenjevanje centrov odličnosti in kompetenčnih centrov, prebral sem vse vaše vloge in mi je več kot zanesljivo jasno, verjemite mi, da je ta proces piljenja prioritet in odločitev bistveno bolje zaupati vam v branži, kjer razvijate, kot pa evalvatorjem. Zato gre. Strateška partnerstva so namenjeni temu, da vi kot branža, ki ustvarja, ki razvija, sami v tej fazi v smislu procesa podjetniškega odkrivanja določite prioritete. In to bo ključna naloga, se pravi, v prvem delu boste to naredili in na tej osnovi bojo naslednji razpisi za razvojna sredstva. Smo se tle razumeli, ne? Strateška partnerstva na posameznih domenah bodo morala že natančneje določiti razvojne prioritete in tista strateška partnerstva, ki bodo nalogo dobro odpravljala, bo imelo kljukice za naslednje razpise, ne? Gro denarja, ki je iz kohezijskih sredstev za raziskave, je seveda rezerviran za kole v naslednjem letu, ne? Komplementarno v konceptu strateških partnerstev je komplementarnost RRI-ju in sicer za razvoj kadrov in za internacionalizacijo. Financirali bomo z dodatnimi sredstvi, poleg teh 10 milijonov, kompetenčne centre za razvoj kadrov in Ministrstvo za gospodarstvo prilagodilo inštrumente za internacionalizacijo, se pravi za podporo trženju produktov, ki jih razvijate na trgih, kjer bomo ocenili, kjer boste vi skozi inštrumentarij podpore ocenili, da je uspeh najbolj obetaven. Kar se kadrov tiče, je tudi tako, za večjo proizvodnjo produktov, ki bodo razviti, na večini domen bo treba ojačati kompetence kadrov, tudi prirediti kurikule, kjer bo treba. Tipičen primer, da gremo stran malo iz naših področjev, je metalurgija, ne? Veste, da je metalurgija kot branža, ki nam da več kot 12% GDP-ja, zgubila celo srednjo metalurško šolo, pa se je zdaj vrnila. Skratka, na kompetencah kadrov je treba tako na IT-ju kot na metalurgiji, če gremo v celem tem razponu, marsikaj narediti, ne?
Alokacije denarja za posamezna strateška partnerstva so relativno visoke. Kot vidite, računamo, da bo posamezno strateško partnerstvo v tej finančni perspektivi dobilo prek 1 milijon evrov za svoje delo, pri čemer je na pametnih mestih so sredstva duplirana, ker je celotna horizontalna informacijska družba znotraj pametnih mest. In to ima smisel, o tem ne bomo razpravljali, ker smo zelo veliko razpravljali z vsemi vami o tem, ima to smisel. Na koncu smo prišli do te rešitve. Horizontale na tovarnah prihodnosti, robotika, nano, senzorika, dobijo dodatno lokacijo in na pametnih mestih strateška partnerstva dodatno lokacijo. Vseh ostalih 7 domen pa v rangu velikosti 800 tisoč. Bodite pozorni potem skratka, tako smo umestili načelo konvergence tehnologij neposredno v financiranje strateških partnerstev. Bodite pozorni na tole, najprej ta desni spodnji vogal, partnerstva, uvedli smo določeno fleksibilnost v financiranju. Po letu 2018 bomo temeljito zevalvirali strateška partnerstva, smo tik pred podpisom pogodbe za sprotno evalviranje strateških partnerstev prek CRP-a. Ciljni raziskovalni projekt je že izbran za to nalogo in bomo imeli evalvatorje in monitoring ob sebi od začetka. Se pravi, zdajle razpis za strateška partnerstva naj bi bil zunaj v petek, moral bi biti že prejšnji petek, pa je prišlo do ene manjše težavice administrativne narave. Razpis bo za celotno obdobje, za vse faze, najprej izdelava akcijskega načrta, potem redno delovanje, potem pa po evalvaciji še eno obdobje rednega delovanja, vključno z potencialnimi bonusi glede na ocene v prvi fazi delovanja. To bo vse v pogodbah. Videli ste najavo razpisa, ki je že več kot mesec in pol objavljena na MGRT-jih in naših spletnih straneh, tako da tisti, ki v inženiringu teh partnerstv, posebej pri vas dr. Gams, delujejo, ta pogoj razpisa že dolgo poznajo, o tem razpravljamo že intenzivno s partnerji že več kot leto in pol. Skratka, na terenu se ve, kakšne bodo naloge, ve se, kje so domene, ve se, kje so verige vrednosti. Tako da mi pričakujemo, da zdajle, ko bo razpis je en najbolj kompleksnih razpisov, ker bomo financirali 7 let praktično, oziroma 6 let delovanja teh partnerstv z dost veliko alokacijo denarja, da tle pričakujemo dobre rezultate. Ampak kljub temu velja tole, vmes evalvacija in pa bonus in malusi za naslednjo obdobje. Tisto, kar bo takoj za narediti, je akcijski načrt in to v pol leta po podpisu pogodbe, se pravi, že pomladi naj bi imeli na mizi akcijske načrte, kjer je vključen vaš strateški premislek. In to je tisto, kar delate zdaj, te dni. Strateški premislek, kam res usmeriti potencijala, ki tle so. Večkrat ste slišali že to dopoldne na drugih konferencah, še bolj, koliko tisoč inženirjev dela na kakšnih zadevah. In tle je res stisniti in se usmeriti natančno določati produkte in uporabnike teh produktov, ki jih želimo razviti. To dati na mizo čez pol leta v akcijskem načrtu, predvideti, kje študije so potrebne za internacionalizacijo, predvideti, kje iskati partnerje zunaj komplementarne za tisto, kar hočete na trg spraviti. Vse to v naslednje pol leta, zato ima smisel, da ste te 2 dni tukaj, ker boste morali še marsikakšen dan takole na videz vreč stran, namesto da bi razvijali v tele dogovore. Jaz tukaj nastopam na ta način zato, da bi vam povedal, da to dejansko ima smisel. Če hočemo te produkte spraviti na trge, potem je in jih dofinancirati. Tisti, ki imajo razvojna sredstva v budžetu podjetij, seveda jim o tem ni treba toliko razmišljati. Dinamika bo popolnoma jasna, tudi če kakšno
če kakšno strateško partnerstvo ne bo uspelo v prvi rundi, bomo ponovili, bo še eno odpiranje v januarju. Eni so zelo zreli, eni ne, partnerji imajo še kakšne težave za razrešiti znotraj. Tudi ta razpis, ki je bil spomladi, je povzročil kakšno turbulenco, ker so si kakšni konkurirali, ki bi že takrat lahko skupaj nastopili. Mi smo že takrat v takih pogovorih, tudi tukaj na inštitutu, rekli, bož, da se vi odločite, katerih 5 projektov zapakirati v program, pa si ne konkurirati, pa res dati najboljše. Bož, da se branža odloči. Ampak je na nekaterih domenah prišlo tudi do konkurence, nič hudega. Jaz kot evalvator sam lahko še enkrat in ponovno rečem, in verjetno se boste strinjali z mano, da vi znate skupaj bolje oceniti, kot pa evalvatorji, kaj bi, ampak skupaj, ne? Vsak posamezen ne, skupaj znate pa verjetno boljše oceniti, kot pa evalvatorji, kaj bi bilo za izbrati. Če imate na mizi 9 projektov, zbrati morate pa 3, ki jih boste dali v pipeline za financiranje. Za naslednjo fazo bo enako več odpirjan in potem za tretjo fazo v 2020. Skratka, tokrat bodo roki jasni. In tudi v pogodbah, ki bodo strateška partnerstva podpisali, bo to stalo. Ena od stvari, ki se jim želimo s tem izogniti, s to dolgoročnostjo pogodbenih določil izogniti, je naša običajna bolezen sprememb politik zaradi menjav vlad in zaradi menjav direktorjev na agencijah in tako naprej. S tem rešujemo to vprašanje, ki ste ga deležniki vedno vnovič postavljali, da pač je okolje nepredvidljivo podporno, da ne veste, na kateri inštrumentarij lahko računate, potem, ko boste na TRL4 končali posel, ali pa na TRL5. Zdaj bo strategija pametne specializacije rešuje v to vprašanje. Ključni sogovornik nam, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za znanost in Službi vlade za razvoj, pa je ključni sogovornik, pa bodo za domene pametne specializacije koordinatorji strateških partnerstv. Mi računamo, da bojo ti, poleg akcijskega načrta in vsega, kar bo tam noter, ključni sogovornik tudi na področju politik kompetenc kadrov in dolgoročno tudi na področju politik internacionalizacije. Zaprav, imeli bomo enega sogovornika z telefonsko številko, koga poklicati za meteorologijo v Sloveniji, da ne rečemo za e-zdravje, bo to ta koordinator. Mi smo se zelo trudili zadnje 2 leti animirati in motivirati sogovornike, da za koordinatorja izberejo preprosto tistega, ki mu najbolj zaupajo. Ker beseda zaupanje pač vsebuje tako strokovnost kot veščine vodenja. Naj izberejo tistega, ki mu najbolj zaupajo, zato da bo prevzel nase pač v teh fazah alokacije denarja, ki so znatne. To je težek zalogaj za Slovenijo. Profesor Gams to zelo dobro ve, ker je v tem udeležen. Zdaj se vsi pričakujejo formalni razpis. Rok bo kratek, ker ni potrebe, da je dolg, rok bo dober mesec, ker so strateška partnerstva pripravljena, o tem govorimo dovolj dolgo. In kar je bistveno, rezultati strateških partnerstv so pogoj za to, da se sprostijo preostala sredstva za RRI, ki čakajo, poleg teh, ki so bila sprocesirana v tem letu. Se pravi, na domenah, konkretno na pametnih skupnostih in na e-zdravju, ne bo razpisa, dokler strateški partnerji ne bojo od sebe dali tega, kar se pričakuje, se pravi v pol leta. Se pravi, če zdaj v tem prvem roku novembra strateško partnerstvo na eni od domen ne bo vzpostavljeno, ni problema, bojo še odpirani, mislim, tle ne zapletamo, pač rabijo partnerji več časa, da se dogovorijo, ampak ko bo razpis pomladi marca, mi bomo z razpisom za nove RRI projekte počakali, to je dogovor z vsemi 3 ministri, počakali, da se zgodi to, kar se mora zgoditi v teh pol leta, da se granulacija naredi 1 stopnjo nižji, potem pa sprostimo dodatna sredstva, ampak samo na tistih domenah, kjer bojo rezultati na mizi. To je z naše strani toliko za vašo motivacijo, da ne boste mislili, da je vsaka ura, ki preživite takole skupaj,
ni usmerjena proti dolgoročnim